Na razpis je prišlo 8 inovacijskih predlogov, vsi izjemno kvalitetni, dobro pripravljeni. Jih je pa bilo nekoliko manj, kot smo bili vajeni pretekla leta. Kar se tiče samega Posavja, zdaj Posavje z tega stališča spremljam že kar nekaj časa skozi oči komisije, se mi zdi, da ga pretresajo raznoliki izzivi. Od konkurenčne Kitajske do potem vojne v Ukrajini, ki je podrožila energente, tudi recimo neko čudno obdobje politike, ki je doživljala kot gospodarstvo kot neomajen vir financ, pa konec koncev tudi Hormuz. In vse to nas nekako privedlo do tega, da postopoma Posavje izgublja konkurenčno prednost pri izdelkih velikih serij z nizko dodano vrednostjo. No, na nasprotni strani se nam odpirajo vedno nove priložnosti, kar se tiče pa inovativnih novih izdelkov, mogoče nišnih, ki sabo nosijo tudi višje dodane vrednosti. Mi smo razvili poseben premaz na foliji, polipropilenski foliji, in sicer smo z tehnologijo, ki jo imamo drugače za silikoniziranje, ta premaz naredili na zgornji material, ki nudi zdaj odlične kakovostne odtise na digitalnih tiskalnikih. Se trudimo, da so naša stalnica, zaradi tudi v bistvu konkurence, ki jo imamo na trgu, poskušamo delati nove izboljšane stvari. S to inovacijo v bistvu je bila inovacija narejena tudi na pobudo naših kupcev, ki so potrebovali take vrste foliofilm, in smo s tem namenom tudi razvili, tako da se tudi dobro prodaja. Inovacija s strani podjetja Stiles je digitalni potni list za naše CLT proizvode. Ta digitalni potni list omogoča, da za vsak panel, ki gre iz naše tovarne, poskrbimo za popolno sledljivost. Tako na začetku, tudi do konca, do samega vgradnje na objekt. Inovacija nam prinaša predvsem eno izjemno pomembno funkcijo, to je funkcijo varnosti. Mi vemo, da na področju CLT-ja, to področje je dokaj novo področje in na tem področju so mnogi še malo skeptični. To priznanje nam nekako potrjuje, da smo na pravi poti, hkrati pa z vsemi temi procesnimi parametri tudi dokazujemo vse te naše kakovost proizvode, da tako rečem. Naša inovacija je analiza kontrole z uporabo umetne inteligence in robotike. Podjetje je imelo izziv, in sicer delajo v območju maloserijske proizvodnje, kar pomeni, da imajo zelo različne izdelke. In mi smo za našo inovacijo uspeli, da lahko zelo različne izdelke vse zelo kakovostno analiziramo. In to s pomočjo umetne inteligence. Tukaj smo mi prišli v stik z dvemi podjetji, in sicer za CNC Borštnar, potem za 3D-ENG in Rudolfovo. Kot javni raziskovalni inštitut na Dolenjskem smo uspeli prenesti te informacije v industrijo. Tako da skupaj smo inovirali na področju, ki ga industrija potrebuje. V letošnjem letu imamo malo manj inovacij prijavljenih, prepoznanih, ampak ne dvomimo, da jih je v našem okolišu mnogo več. Želimo si malih, veliko inovacij. Ne potrebujemo nekih laboratorijskih odkritij in teh zadev, seveda si pa želimo veliko malih inovacij, ki jih podjetja razvijajo zato, da izboljšujejo razvoj, da dvigujejo produktivnost. V Gen Energiji smo pripravili 3D model, interaktivni pogled prostorskega umeščanja nove jedrske elektrarne v Krškem. Projekt smo pripravili čisto interno v podjetju, sodelavci, tako multidisciplinarno. Povezali smo se inženirji in komunikatorji. Namen je olajšati javnosti vpogled v tem, kakšen je predlog DPN-ja, da si lažje pogledajo in da se v bodoče mogoče lažje sklene kakšen kompromis in lažje išče rešitve. So inovacije, ampak bolj na tehničnem področju, ki je specifično za nuklearno industrijo, ne? In z tega pogleda je tudi potem vse podatki so varovani in ne moremo potem načrte pa
določene stvari izdajati javno, ne. Tako da ta projekt je bolj tako odprte narave, no, zato je tudi sin vključen. Ja, že od malih let smo skupaj delali z očetom in pač vedno do nekaj novega, da bi naredila. In tudi zdaj sem na fakulteti dobil priložnost, da delam s profesorjem pri njegovem podjetju. In vedno so me nekako zanimale, pač, da nekaj ti izumiš neko novo stvar in pripomožeš temu. Ne. To gre v bistvu za program, podjetniški program, ki je nekoliko drugačen, se pravi, podjetnike pripelje od teoretičnih znanj do konkretne prodaje. Predvsem nas izjemno veseli, da nas je gospodarstvo priznalo kot javni zavod, Center za podjetništvo in turizem, da smo res v pomoč podjetnikom in inovativni smo lahko tako, da jim nekako na njim enostaven, prijazen način ponudimo številna znanja, kar pač naš inkubator ponuja in seveda vabimo, da se podjetniki priključijo tudi temu programu, ki je zelo inovativen in res pomaga podjetniku potem, da lahko svoj izdelek, ki ga ima, predvsem proda. Jaz sem izredno vesela, da sem danes na inovacijah v Posavju. Namreč koncem maja so se začele regijske podelitve v vseh naših 13 regijah in lahko rečem, da sem izjemno ponosna in vesela, da je to podelitev regijskih inovacij postalo pravo gibanje. Gibanje, ki stimulativno deluje na vse družbe gospodarske. Letošnje leto je že 30. leto, kar so se inovacije začele v našem Zasavju, potem pa je to praktično zelo lepo šlo na vse preostale zbornice, tudi v Posavje pred 26 leti in že kar 24 let te inovacije, za najboljše inovacije podeljujemo tudi na nacionalni ravni. Vesela sem, da so iz leta v leto boljše inovacije, vedno več je inovacij, kjer se podjetja med seboj povezujejo in kjer se zavedamo, kako pomembno je tesno sodelovanje v verigi vrednosti, če hočete, in tudi v tesnem sodelovanju z institucijami znanja. Mislim, da morajo inovacije postati sistemsko podprte tako na državnem ravni in da je to tudi kultura vsakega podjetja.